spoštovani organizator, spoštovani udeleženci, govorci, poslušalci. Na začetku bi želela izkoristiti priložnost in se zahvaliti organizatorju za povabilo na res izjemno pomembno konferenco. Menim, da je prizadevanja in pobude za zavedanje o pomenu informacijsko-komunikacijske tehnologije in digitalne tehnologije za namen izboljšanja kvalitete življenja invalidov v družbi potrebno podpreti v najširšem pomenu. Konvencija o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija med prvimi ratificirala skupaj s protokolom leta 2008, obravnava človekove pravice in temeljne svoboščine ter priznava, da je osnovna človekova pravica invalidov, da imajo enak dostop do vseh področij življenja v družbi. Dostopnost široko obravnava v 9. členu, kjer spodbuja tudi dostopnost invalidov do novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov, vključno z internetom. Zato mora postati sestavni del vključujoče družbe tudi informacijsko-komunikacijska tehnologija. Dostopnost je torej tesno povezana z učinkovitim izvajanjem in polnim življenjem vseh pravic invalidov, urejenih v konvenciji, pomen dostopnosti pa izpostavlja tudi Odbor za pravice invalidov v vseh svojih splošnih komentarjih in jo urejata Evropska komisija v strategiji o pravicah invalidov za obdobje 2021 do 2030 ter strategija Sveta Evrope o invalidih 2017 do 2023. Dostopnost za invalide smo na ministrstvu tudi uredili v 3. akcijskem programu za invalide 2022 do 30 na podlagi mednarodnih razvojnih usmeritev s področja dostopnosti in informacijsko-komunikacijske tehnologije in usmeritev Slovenije, ki so zapisane v strategiji razvoja 2030. Poleg tega pa smo pripravili vrsto zakonodajnih dokumentov, med katerimi naj izpostavim 2 horizontalna zakona, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov in pred kratkim sprejet Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, ki oba posegata na področje dostopnosti in se dotikata sistemskih ureditev posameznih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Tukaj bi dodala, da se pravkar nahajam tudi v Bruslju, kjer v bistvu se pogajamo za nov predlog direktive o ureditvi evropske kartice ugodnosti za invalide in evropske parkirne karte, ki bosta v zadnji fazi tudi obe digitalizirane. Informacijska tehnologija je torej pomemben pospeševalec socialnega vključevanja invalidov v družbo, zato se moramo zavedati pomembnosti razvoja tehnologije in tehnoloških trendov, ki bi jih lahko uporabili za podporo večje socialne integracije invalidov. Prav razvoj digitalne tehnologije je eden najpomembnejših dejavnikov, ki prispeva k zmanjševanju obstoječih socialnih vrzeli in se lahko uporablja za spodbujanje in podporo socialne vključenosti ter za izboljšanje kakovosti življenja invalidov, saj omogoča zagotavljanje storitev v realnem času, ki posameznikom omogočajo učenje, delo, potovanja, druženje, nakupovanje in interakcijo s skupnostjo, ne da bi bili pri tem izpostavljeni fizičnim oviram. Naj zaključim, da je pomembno zavedanje, da so razvoj, učenje in uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije temelj moderne družbe. Zato si je potrebno prizadevati tako na politični, nacionalni kot regionalni ravni, vpeljati ustrezne izobraževalne, upravne in zakonodajne ukrepe s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije za zagotovitev polne vključenosti invalidov v družbo. Sodelovanje na mednarodni ravni za izmenjavo dobrih praks, sodelovanje med državnimi inštitucijami, invalidskimi organizacijami in drugimi strokovnimi institucijami pa je nujen pogoj za uspeh na tem področju. Najlepša hvala in želim vam uspešno konferenco, ker se bom morala opravičiti, ker grem na pogajanja. Hvala in lep dan.